Kdo je kdo in kakšno igro vsak od njih igra pri delitvi denarja iz zdravstvene mošnje, vrtamo v Karla Erjavca, vrtamo odhajajočega ministra Tomaža Gantarja. Če bi ta konkretna imena imel, seveda bi ustrezne ovadbe vložili in bi bil verjetno problem korupcije v zdravstvu zelo hitro rešen. A imena so očitno tabu in to pri obeh in so odgovorni, da je zdravstvena mošnja povsem brez nadzora, kar verjetno niti najmanj ugiba kirurg Erik Brecelj naključje. To gre za črpanje denarja ven. V primeru vseh takšnih primerov pa afera operacijske mize, ki jih naša največja bolnišnica za polovico preplača, torej za vrtoglava 2 milijona. In aferje v zdravstvu še za dolg seznam in vse imajo imena, zato jih terjamo še tretjič. Treba pogledati, kdo so dobavitelji, ki so tisti, ki so največkrat pri koritu, kdo so gradbinci, ki so največkrat pri koritu, kdo so njihovi lastniki, kdo so z njimi povezani. S prstom kaže na Sano Labor Marka Bokala, ki namige o lobiranju in spolnih poslih ostro zavrača, no in prst uperja na naslednika Zidarjevega SCT-ja, na GH Holding Blaža Miklavčiča, strokovnjaka za železne ceste, a po novem tudi bolnišnic, ker je to, sklepamo, očitno nekomu v interesu. Komu? Se že dolgo govori, da gospod Zemljarič obvladuje, bomo rekel, na nek način klinični center. Omerto pravzaprav molk naposled preseka šele Lukšičev poslanec Matjaž Han, Omerto, ki očitno dodobra varuje vpletene, ne nazadnje. Kako je mogoče, da tako velika afera, kot je bila operacijske mize, dočaka zgolj sodno poravnavo? Tisti, ki naj bi bili ključni igralci, med drugim Tadej Štular in Marko Hočevar, pa so še vedno tam, kjer so bili, na ministrstvu in Onkološkem inštitutu. No, pa tudi Rajko Kenda, ki je pri aferi otroške srčne kirurgije gledal proč, je še vedno tam, na pediatriji, še več, zamenjal naj bi celo Gantarja.